Še enkrat dober dan in dobrodošli. Veliko veselje in čast mi je, da vas vidim tudi v tako izjemnem številu. Vesela sem tudi, da letos začenjamo z promocijo praktično dirke po Sloveniji nekoliko prej, cel mesec prej. Pomeni, da smo vsi bili zelo angažirani, da zadevo spravimo v tek dosti prej kot prej. In zato že na samem začetku moj pozdrav in zahvala vsem vam. Seveda pozdrav tudi našim posebnim gostom, tukaj vidim predsednika Kolesarske zveze, hvala, da ste se zval povabilu. Vidim tudi župana najbolj kolesarskega mesta v Sloveniji, gospoda Macedonija, hvala, da ste prišli. In seveda še vse ostale, ki jih v tem trenutku ne morem imenovati, ker vas vse tudi ne poznam, ampak je še prilika, da se spoznamo do dirke in kasneje. Torej, kot smo rekli, letos smo se odločili, da začnemo s promocijo dirke nekoliko prej. Zaradi tega, ker letos obeležuje dirka en poseben jubilej. To je 25. obletnica organizacije te dirke. Poteka v organizaciji kolesarskega kluba Adria Mobil. Od začetka je potekala v organizaciji Novomeškega kolesarskega kluba in vsa ta leta, z izjemo leta 97, je ta zgodba potekala, rasla in seveda do lanskega leta, ko se je interes za to dirko razširil še po vsem svetu zaradi tega, ker smo uspeli z našimi cenjenimi partnerji, tudi Slovensko turistično organizacijo, podpisati pogodbo z Eurošportom in dirko prenašati tudi v različne države sveta, na različne kontinente. O tem bo tekla današnja beseda, tega vam seveda ne bomo povedali, ker planiramo še 2 tiskovni konferenci do začetka dirke, ne? Pa za začetek mi dovolite, da vam predstavim naše goste. Najprej 2 dami, gospo Mojco Novak, dolgoletno predsednico kolesarskega kluba Adria Mobil, gospo magistro Majo Pak, direktorico Slovenske turistične organizacije, gospoda Bogdana Pinka, srce in dušo ne samo dirke, ampak tudi kolesarstva na Dolenjskem in v Sloveniji, in seveda našega prav posebnega gosta, Primoža Rogliča. Bi rekla, če smem, Primož, da si nekako otrok kolesarskega kluba Adria Mobil, svetovno slavo je pa dosegel sicer v nekih drugih barvah, ampak danes je tudi v vlogi ambasadorja dirke po Sloveniji, poleg še nekaterih drugih, ki bom potem omenila. Da ne bom jaz predolga, bi najprej dala iztočnico gospe Mojci Novak. 25. jubilej, izjemen mejnik. Kaj lahko rečemo pod črto? Hvala lepa in lep pozdrav vsem prisotnim. Zagotovo je mejnik kolesarskega kluba Adria Mobile pomemben. Ponosni smo, da imamo bogato športno zgodovino, kolesarsko zgodovino in najpomembnejši mejnik ob tem dogodku dirke po Sloveniji je ta, da jo organiziramo že 25 let. Najprej organizirano, kot je bilo že rečeno večkrat, je bila v počastitev naše nove države. Pomembno je tudi to, da jo drugi zapored prenašamo na Eurošportu, kar pomeni, da dosega milijone gledalcev. Pomemben mejnik je tudi to, da se je prijel slogan dirke po Sloveniji Fight for Green, kar pomeni, da smo dirki dali nove razsežnosti, ne samo boj za zeleno majico, ampak mnogo več, kar zelena v Sloveniji pomeni. Pomemben mejnik je to, da imamo zveste sponzorje, Adrio Mobil, Telekom, Fiat z Avto Triglavom in seveda v zadnjih 2 letih zelo intenzivno tudi partnerje STO, kar nas veseli. Ob tem bi morda izpostavila to, da je 25 let z nami družba Telekom, kar je zagotovo svojevrsten jubilej. In ne nazadnje lahko rečem, da so pomembni tudi statistični podatki, kar nekaj lahko iz teh 25 let strnemo sintezo. Kolesarji so na teh 25 dirkah prevozili okoli 19 tisoč kilometrov,
Obiskali smo v Sloveniji z cilji in starti kar 62 mest, kar je zelo veliko, obiskali vse naše pokrajine v Sloveniji, 1500 in še več kolesarjev je tekmovalo za prestižno nagrado zmagovalca dirke po Sloveniji, prihajajo iz 4 kontinentov in iz 35 držav sveta. Skratka, tudi statistika kaže dimenzijo naše dirke in delamo v kolesarskem klubu Adria Mobil z srcem, z dušo, kar je bilo v uvodu rečeno, in zato se spogledujemo tudi z prihodnostjo, da bomo z takšnimi organizacijskimi športnimi dogodki v Sloveniji tudi v bodoče nadaljevali. Želim, da je ta dirka 2018 presežek organizacijskih in športnih dogodkov, vključujoč tudi kolesarsko ekipo Adria Mobil, ki ni samo organizator, ampak tudi tekmovalec v vseh 25 letih. Hvala lepa. Mojca, hvala. Vseeno še eno vprašanje. Vidim med nami tudi gospoda Leskovarja, ki na čelu policije skrbi za varnost vrsto let, ne, in morda besedo o tem, koliko ljudi, koliko volonterjev, koliko drugih ljudi skrbi, da ta dirka dejansko 25 let poteka tako, da ni prometnih problemov, da niso imeli nobenih nesreč in da ostane tako tudi naprej. Res je, pri skrbnosti organiziranja dogodka, načrtovanju in obvladovanju vseh tveganj je potrebno imeti res neizmerno usklajeno ekipo in zagotovo je tukaj slovenska policija tista, ki da svoj pečat. Imeli smo v preteklosti resnično zelo dobre, bom rekla, rezultate ali pa veliko srečo, da težkih dogodkov se na dirki ni dogajalo. Res je to zasluga organizatorjem in seveda tudi slovenski policiji in z tega vidika zahvala in priporočila, da tudi v prihodnje tako intenzivno, skrbno in povezano sodelujemo. Hvala lepa. Zdaj pa bi vprašala par besed gospo Majo Bah. Predvsem moram povedati, da je Slovenska turistična organizacija že drugo leto zapored partner projekta Dirke po Sloveniji. Osebno bi rekla, da gospod Pahovo cenim tudi zaradi njenega osebnega vložka, ker če nekdo na čelu organizacije ni tako tudi srcem pri neki stvari, potem tudi nekega rezultata in večletnega sodelovanja ni. Skratka, gospa Pahova, hvala za to in morda vaš pogled na lansko dirko in kaj pričakujete letos, ker ste s skupino partnerjev zraven. Lepo pozdravljeni tudi v imenu Slovenske turistične organizacije. No, po odličnih rezultatih v lanskem letu, ko smo prvič v zgodovini se dogovorili za prenos te pomembne dirke na Eurošportu, smo se za sodelovanje seveda odločili z veseljem tudi letos. In vesela sem, da se nam je skupaj s partnerjem, kolesarskim klubom Adria Mobil, z Adrio Mobil, z 30 turističnimi destinacijami v Sloveniji in drugimi partnerji uspelo dogovoriti tudi leto za izvedbo tega zahtevnega športnega in promocijskega dogodka. Projekt za nas pomeni seveda odlično priložnost za promocijo Slovenije kot turistične destinacije, zelene, aktivne, zdrave, za možnostmi za aktivni oddih in kot odlične destinacije tudi za pripravo športnikov in za organizacijo pomembnih športnih dogodkov. Strategija trajnostne rasti, ki smo jo lani sprejeli, absolutno med ključne produkte postavlja prav aktivne počitnice, športni turizem. Slovenski turizem, veste, da temelji na trajnostnem razvoju, ki ga na STO-ju močno spodbujamo in pomemben del politike je tudi zelena mobilnost, ki pa spet močno spodbuja kolesarjenje. Tako da na STO sodelujemo s prenosom in oglaševanjem torej v medijih Eurošporta, ki je seveda vodilni športni televizijski program svetu, pokriva 99 držav v 20 jezikih in doseže 240 milijonov gledalcev po vsem svetu. In kolesarske dirke vsi ogleda več kot 113 milijonov gledalcev. Tako da neposredni televizijski prenos letos
kar 5 kolesarskih etap dirke po Sloveniji, ki vključuje nekaj čez 600 kilometrov trase po naši čudoviti Sloveniji, bo vključeval izjemne posnetke te raznolike pokrajine z izpostavitvijo ključnih naravnih, turističnih, kulturnih znamenitosti. No, veliko od teh točk bo snemalna ekipa posnela že pred samim dogodkom, tako da sedaj bodo potekala usklajevanja z destinacijami in da bomo res čudovite posnetke zajeli in izključili potem v sam prenos dirke. NSO bo tako za promocijo slovenskega turizma v medijih Eurosporta zakupila oglasni prostor, oglaševalska kampanja bo potekala od konca aprila pa do konca junija, in sicer na TV kanalu Eurosport 1 in 2 se bodo vrteli 30-sekundni spoti, potem milijon prikaznih spletnih plastic bo na spletni strani, potem objave na socialnih medijih in tako dalje. Bomo pa izvedli, tako kot smo lansko leto, še dodatni podporni projekt, to so pa kolesarski ambasadorji, Cycling Ambassadors v Slovenija. In sicer lani smo povabili iz vseh ključnih držav, to smo storili tudi letos, kolesarske navdušence, izbrali tiste najboljše, z največjim potem tudi digitalnim odtisom, jih povabili v Slovenijo, so kolesarili in delili potem svoja doživetja. In dosegli smo res velik odziv in tudi letos imamo že 300 prijav teh kolesarjev, ki bodo potem na ta način vabili pogledu dirke v Sloveniji in pa tudi pogledu na Eurosportu. Tako da seveda bomo pa projekt podprli še z našim rednim komuniciranjem, z študijskimi obiski novinarjev, z objavami na socialnih medijih in tako naprej. Prepričana sem, da bomo vsi partnerji v projektu z močnim sodelovanjem dogodek odlično izkoristili in ga tudi nadgradili. Tu se tudi vsem sodelujočim, vsem partnerjem iskreno zahvaljujem. Hvala tudi vam. Zdaj bi pa prosila, kot rečeno, dušo in srce te dirke, ampak za začetek Bogdan. Gospa Novak je omenila 19 000 skoraj prevoženih kilometrov. Koliko kilometrov si ti prevozil v vseh teh letih, da si vse te trase pogledal, ocenil in določil? Mislim, da je to tvoja ključna naloga na začetku. Lep pozdrav tudi z moje strani. Me veseli, da ste se zbrali in odzvali danes v tako velikem številu. Se pravi, da ima kolesarska dirka po Sloveniji svojo prihodnost. Praznujemo 25 let, zato je tudi letos malo daljša, 5-dnevna dirka. Že pred leti smo se o tem z vsemi deležniki, pa tudi z ostalimi pogovarjali, da bi dirko razumeli ali pa podaljšali vsaj za en dan. Zdaj v letošnjem letu nam je to uspelo. V tej priložnosti se takoj zahvalim vsem, ki so pristopili k projektu, ker takih občin pokrajin v Sloveniji bilo letos veliko in mislim, da je to še nekaj. In tle pridemo zdaj do odgovora, ne vem. Vem, da kolesarji bojo letos prišli v 19 000 kilometrov. Imamo mi enega možaka, ki nam tole, Jankata Krovata, ki nam statistiko zelo lepo pele. Jaz pa ne vem, pa da je veliko. Najbrž bo pa več vedel o tem povedati generalni sponzor avtomobilskega parka Fiat, ki je treba več stavka na servise. Dobro, morda v nadaljevanju se vrnemo na ključne zadeve. Gospa Pakova je tudi omenila, pa tudi gospa Novakova, Eurosport. Ob Eurosportu imamo tudi letos sponzorja dirke RTV SLO. Če nam lahko nekaj o tem malo sploh? Ja, če gremo kar konkretno, kot so že moji predhodniki povedali, vsak dan imamo najmanj uro pa pol, prvi dan 2 ure prenosa na Eurosport 1 in pa Eurosport 2 in seveda ne smemo pozabiti partner pri projektu, velik partner je tudi nacionalna televizija. Na prvem programu RTV Slovenija boste imeli vseh 5 dni kolesarsko dirko po Sloveniji. Poleg vsega tega, kar smo že našteli, lahko povemo, da se število držav, v katera gre kolesarska dirka, bo šla letos kolesarska dirka povečalo, jih je več kot 120.
in več kot 110 od teh jih gre prenos v živo in vključeni so vsi štirje, najmanj štirje kontinenti, Amerika, Afrika, se pravi Evropa in pa Oceanija, Pacifik in pa še peti Azija. Tako da tudi na tem področju smo naredili napredek od lanskega leta, zdaj si pa želimo takega, bom rekel, napredka vsako leto gremo malo više. Dirka je v teh 25 letih obiskala tudi naše sosede. Letos imamo, nekako zaokrožujemo to zbirko. Nam poveš kaj o tem? Ja, kolesarska dirka po Sloveniji je že imela trikrat cilj v Avstriji, enkrat na Hrvaškem in pa enkrat v Italiji. Letos pa je štart prve etape v Lendavi in smo to priložnost izkoristili in del trase bo vodil kolesarje tudi čez Madžarsko, tako da lahko rečemo, da je kolesarska dirka po Sloveniji v svojih 25 letih gostovala prav v vseh sosednjih državah. Zmenili smo se, da ne vem, imam jaz tremo Altine, da še malo predstavimo traso. Skratka, začetek v Lendavi, v Prekmurju. Trasa letošnje etape, štart je v Lendavi in pa cilj v Murski Soboti, tukaj bomo naredili 155 km dolgi krog, oziroma 150 sledita pa še dva kroga v Murski Soboti v dolžini 5 km. Dirka bo objela, se pravi Madžarsko, Dobrovnik, Goričko, Ljutomer, Pesnice, Gornjo Radgono in potem nazaj v Mursko Soboto. Etapa kolesarsko ni zahtevna, bo pa najbrž nek festival šprinterjev. Cilj je na Slovenski cesti v Murski Soboti, natančni profili, razredi pa pridejo, kot smo že povedali, 17. maja na naslednji novinarski konferenci. Gremo kar na drugo. Lahko se nekaj vprašam, ker zdaj se bova skregala. Meni si rekel, da bo ta dirka zahtevala celovitega kolesarja, ne samo šprinterja. Ja, na te zadeve bom odgovoril naš šampion Primož Roglič, kaj bo on delal v tej prvi etapi oziroma kakšno taktiko bo njegovi imeli ta prvi dan, ker mislim, da ne bo čisto enostavno, kot bo zgledal profil. Druga etapa, Maribor, Rogaška Slatina, startamo iz Trga Levana Štukla, potem pa pri Mariborskem otoku kilometer nič in pa preko hidroelektrarne Fala, ki je v letošnjem letu praznuje 100-letnico delovanja, potem pa Slovenska Bistrica, Šentjur, potem pa še na konc Kozje, Podčetrtek v Rogaško Slatino, še na zaključni krog v Rogaški Slatini. Trasa te etape je zelo razgibana, imamo tudi prvi resnejši gorski cilj, to je v planini na Sevnico in tisti, ki računa na končno zmago, bo tukaj mora že biti spredaj. Je pa jasno, da ob vseh ekipah, ki jih imamo letos 21, po različne taktike ekipe, potem vam bomo tudi predstavili. Bomo videli, Slovenske Konjice, Celje, etapa petkova, ki bi že znala pokazati, kdo bo spredaj, kdo ne, v Slovenskih Konjicah, kjer je bil lansko leto 10. cilj, start, potem pa Zreče, sledi Primožev del, Zasavje, Zagorje, Hrastnik, potem se spustimo čez Laško in pa prvi vzpon na Celjsko Kočo, Pust, Celje in potem cilj na Celjskem gradu. 172 km bo dolga ta etapa, izredno, bom rekel, izredno zahtevno v zadnjem delu. In mislim, da bo več o tej etapi povedal Primož, ker tiste ceste on tam zelo dobro pozna. Peta etapa, Ljubljana Kamnik, start s Tivoljem, potem pa Medvode, Škofja Loka, Kranj in pa potem 3 vzponi iz
Jezersko, četrta, ja, se opravičujem, Jezersko, Pavličevo sedlo in pa Črnilc in Spust v Kamnik, brez zaključnega kroga. Prepričan sem, da vsi rekreativni kolesarji pa tisti, ki spremljajo kolesarstvo, to traso izredno poznajo, so sigurno že prevozili in na nek način bojo imeli tudi možnost videti, kako se njihovi časi razlikujejo od največjih, bom rekel, šampionov. In pa zadnji dan, peti dan, kot smo že napovedali, letošnjo dirko res ne more zmagati, če nisi kompletni kolesar. Trebnje Novo mesto, 21,6 km dolg kronometer, tako da bo dirka zahtevna vse do konca. Trasa tega kronometra je relativno zahtevna ali nezahtevna, 280 ali 320 je višinskih metrov, ampak tisti, ki smo prepeljali to traso, vemo, da ni čisto enostavna, vodi se pa po bivši K1 oziroma cesti Bratskega Ljubljane in pa Novice. In vsak dan imamo štart ob 11. Razen prvi dan, ko je štart 13:15 in pa se pravi vsak dan je od 11 do 3, razen prvi dan od 13:15 do 17:15, 17:30. Časovnico narekujejo železniški prehodi in pa teleprenosi. Hvala, mislim, da ne. Odgovoril si tudi na vprašanje kolega iz Celja, vezano na Celjski grad, sem jo spraševal. V glavnem, zdaj morda bi šli samo na hitro predstavitev ekipe. Do zdaj jih je 21, po predpisih UCI jih je možno 24, po 7. Kako kaže ta hit? V letošnjem letu je, tako kot smo rekli, imamo dogovorjeno z rekordnim številom ekip do 21, rekordno število do leta 2009. Po naši statistiki imamo 7 iz razreda World Tour. Bora Hansgrohe je tukaj prihajala na stoletni zmagovalec, najbrž se bo vrtelo okoli Rafal Majka in pa Beneta, ki je lani dobil 3 etape. In Katjuša poznamo, tukaj se bo vse vrtelo okoli Marcela Kitla, ki je potrdil svoj prihod. Bahrain Merida, mislim, da se bo tukaj vrtelo okrog naših fantov, Mohorič ali do ostalih. Ameriška ekipa Team EF Education Cannondale, niso mi še poslali ekip, sestavo ekipe, mislim, da bo to okrog Žira. To ekipo naslednjo Team Lotto NL Jumbo, mislim, da vsi poznamo, vemo okrog katerega se bo vrtela glavna zgodba, to je ambasada dirke po Sloveniji, Primož Roglič, zmagovalec dirke po Baskiji. Dimension Data se bo vrtelo vse skupaj okrog Cavendisha, pri Mitchelton Scottu pa se bo vrtelo vse skupaj po šprinterskem delu ekipe, se pravi slovenski nacionalni prvak Luka Medved in pa McEwen in pa njegov šprinterski vlak. To se pravi, predvsem na prve 2 etape imamo kar nekaj ekip, ki računajo na zmago, se pripravljajo naprej na Tour de France in rekordno število World Tour ekip, ki 7 jih nismo še nikoli imeli. Potem imamo prokontinentalne ekipe, Androni italijansko, Niko Fantini italijansko, najbolj potem imamo rusko ekipo, izraelsko ekipo, kjer letos štarta tudi Giro d'Italia, po dolgem času francosko ekipo, nazadnje smo imeli tukaj leta 2011, in pa poljsko ekipo CCC Sprandi, v katerem bosta Marko Kump in pa naš odličen kolesar, državni prvak v kronometru Jan Tratnik. Potem so pa tukaj še slovenske kontinentalne ekipe, Adria Mobil, reprezentanca Slovenije, Ljubljana Tour s Taurom, slovaška ekipa Dukla Banska Bistrica, češka ekipa Elkov, hrvaška Mediana, italijanska San Gemini in pa avstrijska My Bike Stevens. Imamo, konkurenca je raznovrstna, vsi pridejo v polnih postavah, to se pravi, da imamo zdaj 147 kolesarjev, kar je za prvo, za dirko z tega ranga idealno in mislim, da boljše tako
konkurencam, takih tekmah je že težko zagotoviti. In o tem bo več povedal tudi Primož, ampak jaz mislim, da bo tudi on imel v tej konkurenci kar malo posla z nasprotniki. Okay. Hvala, mislim, da je za ta uvodni tehnični del dovolj. Nekaj informacij seveda bomo prišparali še za naslednje srečanje, tudi s današnjim dnem ali jutri najkasneje naj bi bila z novo funkcijo tudi naša spletna stran ažurirana. Vse podatke bo Gregor Stopar poskrbel, da so pač gor. Ampak, ko smo zdaj Primoža že tolikrat izvali v tem uvodnem delu, samo še to. Primož, seveda, takih zvezda pri nas že prej, celo v 2 športih. Letos smo se dogovorili z njim, prav tako z Lukom Mezgecem iz Orika, Matejem Mohoričem Bahrajn in našim Janijem Brajkovičem iz Adriamobila, da so tudi ambasadorji dirke. To je neka nova vloga, predvsem zaradi tega, ker imajo izredno veliko sledilcev na družbenih omrežjih in njihova naloga je pravzaprav kaj, Primož? Ja, res je, tako kot ste povedali, mi smo nekako delujemo kot ambasadorji dirke po Sloveniji. Se mi zdi, da je to nekako lahko vsaj zame osebno posebna čast, kot so omenili o 25-letni obletnici že dirke po Sloveniji, da bomo tudi mi z našo ekipo prišli in nastopali tu in vse, kar lahko nekako storim, pripomorem k promociji. Sigurno je Slovenija, ker se mi zdi definitivno najlepša, kakorkoli vedno je najlepše doma, vsaj zame in se lahko pripomoreš k promociji in vsemu temu, se mi zdi, da je zelo, zelo dobrodošlo in predvsem to se nekako verjetno išče od nas ambasadorjev. Hvala. Leta 2015 si seveda dosegel ta naslov in zmago na dirki po Sloveniji. Meni bo ostala pred očmi slika tvojega kronanja na kraljevski etapi na 3 kraljih. Kaj pa je tebi ostalo v spominu iz te dirke? Kaj pa vem, ogromno nekih zelo, zelo lepih spominov se mi zdi, ker se mi zdi, bilo to nekako začetek, sigurno vse te zgodbe neke moje kariere. In tudi to kronanje potem na vrhu kraljevske etape, sigurno zelo lep in sladek moment na koncu. Pa tudi zelo te zelo, koliko se spomnim? Ja, res, čeprav je poletje, dirka poteka v poletnih mesecih, se mi zdi, smo imeli dokaz, da je lahko vseeno zelo, zelo hladno. Srečko Glivar vedno reče, to je klasika. Skratka, mora biti in sneg, in dež, in veter, in sonce, da zadovolji pravzaprav sladokus, čeprav ne vem, če vi ravno uživate. Ja, res je. To smo kolesarji, saj ponavadi nam nikoli ni prav, če je toplo, je pretoplo, če je hladno, je prehladno, tako da vozimo pa vedno, se mi zdi, tako da ni nekih velikih obred. Ok, glede na to, da dirko nekoliko vendarle poznaš, trasa se malo spreminja, nekaj je nakazal že Bogdan, tudi to, da se pričakuje kompleten kolesar, da bo zmagovalec, kako ti ocenjuješ to dirko? Ja, res je, bi nekako lahko samo potrdil besede, ki so opisale že to dirko. Se mi zdi, da je res dirka, ki se bo nekako stopnjevala od prvega do zadnjega dne in definitivno bo moral zmagati kompleten kolesar, ki bo lahko šel tako čez klance, kot tudi zadnji dan pokazal hitro vožnjo v vožnji na čas. In pa sigurno prva etapa ter druga etapa verjetno nekako šprint glavnine za prave šprinterje. V Celju, na Celjski grad je že ni tako specifično in se sigurno ne pričakuje, da bo tam šprintiral na primer Marcel Kittel ali pa Mark Cavendish. Bo je že nekako verjetno oblikovalo tudi za
najboljše oziroma za končno razvrstitev, ter potem etapa, ki jo vsi amaterski kolesarji poznajo, večji del nje, tudi zelo zahtevna. Najtežja etapa, ki bo dala nekako res finalni izbor verjetno možnih zmagovalcev, ki pa bojo mogli to nekako potrditi oziroma si izboriti definitivno potem zadnjim dnem kronometrom iz Trebnjega v Novo mesto. Glede, da imaš en pomemben naslov svetovnega podstrojaka v kronometru, je to zdaj tvoja disciplina? Kaj pa vem, no, se še kar nimam, ne vem, za kakšen kronometrista, ga odpeljem itak vedno zelo dobro, ampak hočem biti nekako predvsem kompleten kolesar, tako dobro se res peljati v klance, kot tudi znati zelo dobro opraviti seveda s kronometrom. Preden prepustim besedo ven, morda Primoža smo dejansko pozicionirali zelo strateško ta hip, zraven glavnih pokalov. Vidite, da jih so 4, ne 3. To je replika 5200 let starega kolesa iz Ljubljanskega barja. Ob tej priliki se moram zahvaliti tudi Mestnemu muzeju in tudi njihovi restauratorki, oblikovalki Katarini Tomen, ki je ta pokal potem izoblikovala in je že lansko leto povzel zelo veliko zanimanja, narejene pa seveda v 3D tehniki. Primož, kaj ti pomeni, da se boriš za 5200 let staro kolo oziroma njegovo repliko? Zelo lepo, da ste me postavili tako blizu, že vsaj zdajle, ampak definitivno vsi tekmovalci na štartu, ko bomo štartali, štartali in enako oddaljeni od vseh teh pokalov in na koncu bo sigurno najbolj zadovoljen tisti, ki bo lahko to imel. Definitivno pa zelo lep pokal, ki sigurno bi si ga želel imeti in bom sigurno storil vse za to. Odprede še majica, ki bo majica vodilnega in bo prijel tudi ob koncu dirke zelena. Rekli smo, da je naš slogan že od lanskega leta Fight for Green, borimo se za zeleno, ohranimo tudi zelen planet. Kaj ti to pomeni? In koliko zelenega planeta vidiš med svojimi dirkami po svetu? Sigurno se mi zdi tudi zelo dobro, tako kot ste že omenili prej, da se je nekako prijel ta slogan Fight for Green, ker kakorkoli pogledamo, sigurno opisuje zelo dobro Slovenijo kot celoto, zelo zelena dežela, kar nekako tudi včasih pogrešaš pri nekaterih dirkah v nekaterih drugih državah, ampak zidom teh držav, se pravi Katar in tam meni, tako da večinoma dirkama po bolj zelenih območjih. Še več zraka. Hvala lepa. Morda še okrog teh pokalov, kot rečeno, vidite 4, ne 3. Letos smo namreč se dogovorili, da tudi občine, ki sodelujejo pri pripravi trase, na ciljih, štartih, na rdečih ciljih in tako naprej. Izredno veliko ljudi se trudi, da ta zgodba ima še neko širšo vizijo, neko širšo perspektivo in smo se odločili, da letos jih prav posebej tudi njih nagradimo. Zato bo z naslednjo tiskovno konferenco bomo razdelili tudi kriterije in sicer za najboljšega gostitelja dirke po Sloveniji. Skratka, enako velik, enako lep pokal bo dobila tudi občina ali pa kraj, ki se bo izkazal po oceni posebne žirije, ko jo bomo imenovali in razglasili po koncu dirke, da se borijo tudi za ta pokal. In morda, ker imamo ravno župana gospoda Macedonija, kot rečeno, najbolj kolesarskega mesta, morda še beseda ven, čeprav sedite v prvi vrsti, če se mi pridružite tle. Hvala za tole prijetno najavo. Najprej seveda čestitke organizacijske ekipi, jubilej 25. dirke je izjemen. Mislim, da lahko s ponosom gledamo na to tradicijo.
čestitke tudi za smele korake, ki so narejeni v zadnjih letih. Mislim, da prehaja dirka seveda s tem neko novo dimenzijo, dobivamo v Sloveniji neko zrelost v organizaciji velikih dogodkov, to sodelovanje med slovensko turistično organizacijo in tako pomembnim športnim dogodkom seveda ponuja številne nove priložnosti, ki upam, da bomo znali vsi skupaj v Sloveniji izkoristiti. Torej, Novo mesto ni samo prestolnica slovenskega izvoznega gospodarstva, je tudi kolesarska prestolnica. Mi smo ponosni na to kolesarsko tradicijo, ponosni na kolesarsko ekipo Adria Mobil in seveda predvsem ponosni na te sposobnosti, organizacijske sposobnosti ekipe, ki že 25 let organizira dirko po Sloveniji. Letos imamo v Novem mestu še poseben poudarek, športno leto, ko obeležujemo 120 let rojstva velikega slovenskega olimpionika Leona Štukla, razglasili smo Štuklovo leto in v letošnjem letu še en pomemben korak za slovensko kolesarstvo. Konec leta bo na voljo kolesarjem tudi nov pokrit velodrom, čeprav ne gre za nov velodrom, bo pa na novo pokrit, tudi prenovljen. To bo edina tudi slovenska dvorana za atletsko stezo in verjamem, glede na to, da so številne medalje, ki se bojo na prihodnjih olimpijskih igrah tudi v kolesarskih disciplinah delile, da s tem tudi Slovenija ponovno lahko naredi nov korak na področju kolesarskega športa. Jaz želim, da bo ta dirka izvedena tako, kot je bila vsa dosedanja leta, po 60 dni nas čaka vrhunski dogodek, v katerem bomo prav gotovo uživali. Letos sicer ne bomo zaključali na našem glavnem trgu, ki je trenutno razlišče, bo pa nekoliko bližini. Ko se pa vrnemo ponovno na glavni trg, pa verjetno to tudi v Novem mestu z novo dimenzijo in seveda verjamem, da bomo še zdaj videli kakšnega domačega junaka z dviganimi rokami. Moram reči, da so bili te prizori leta 2015 res taki, ki si jih bomo zapomnili še za številna leta. Z moje strani sem se zahvalil še županu in bi dodal sem še to, da po naši statistiki je Novo mesto mesto, ki je največkrat gostilo kolesarsko dirko po Sloveniji, pa ne vem na pamet, koliko tak. Okay, in na drugem mestu je Ljubljana. Natančna statistika pride na naslednji. Okay. Toliko v tem uvodnem delu, zdaj beseda je vaša. Prosim. Ja, me zanima, na teh različnih 5 etap, a so predvideni kakšni posebni taki dogodki, na začetku, na koncu, kako odmevni, nekaj, ker tudi v zvezi prenosi. Mi se z vsako lokalno, po vsaki etapi bomo z lokalnimi lokalnimi oblastmi imeli pa tudi z Slovensko turistično organizacijo dogovor in načrt, kako bomo čim bolj predstavili Slovenijo, ker to je na koncu neka turistična razglednica. Povabili bomo vse šole, tudi ta pokal za najboljšo občino, ki pa najbolj ali pa mesto ali kakorkoli, ki bo pričakala dirko, je en del tega. Tako da bo pripravil v vsakem startem ciljnem mestu dodatni program in pa tudi ob trasi. Je neka osrednja prireditev, da bi tako. Vsi imajo priložnost. Seveda, lani smo imeli generalko, mislim, da smo zelo dobro izpeljali, da so tudi drugi videli, kaj je možno in kaj je vse lahko ponesemo v svet in delamo na tem. Če ne letos, pa drugo leto bo še boljše in še boljše. Naprej, prosim. Smo bili dovolj izčrpni, ali vsi čakate, želimo zdaj? Jaz bi vprašal direktorja dirke, kakšno je povečanje zanimanja slovenskih krajev glede na to širšo mednarodno odmevno dirko v zadnjem času. Moram reči, da je in
lansko leto, ne vem, na pamet, koliko so imeli vključenih partnerjev, letos jih je že okoli 30 in mislim, da se bo do začetka dirke pridružil še kakšen, tako da kar se tega tiče, je zanimanje krajev občin večje in se vidijo v tem projektu in se jim obenem tudi že zdaj še enkrat zahvaljujem. A prihaja do situacije, ko morate nekoga cancelati za letošnje leto in mu zagotoviti možnost sodelovanja naslednje leto? Tudi ta opcija je že bila, ampak tudi od teh sladkih sredi še nismo čist prišli. Je pa na koncu, bom tako rekel, veliko letečih ciljev, veliko mestnih krajev imamo in je včasih že težko, oziroma letošnjem letu smo imeli kar nekaj problemov z trasiranjem, kako potem umestiti, da vse skupaj nekako paše. In pa naslednji problem, ki ga imamo trenutno v letošnjem letu v Sloveniji, je, da imamo ogromno novih gradbišč, ker se vlaga v infrastrukturo in to je pa naslednji, bom rekel, tak naš organizacijski problem. Ker je leto velika. Tudi to je res, da je nekaj energije vloženo tudi v to smer, ampak ne glede na to, vseeno kolesarska dirka poteka na cestah in se treba tem stvarem prilagajati in dogovarjati. Morda samo dodatek k temu vprašanju, kdaj se je začel pravzaprav ta ekipa iskati trase in kako dolgo traja ta proces? Začeli smo že lansko leto jeseni, takoj po jeseni, septembru, konec avgusta, septembra smo že začeli z aktivnosti za letošnje leto. Ja. Ker je bil cilj, tako kot sem povedal že prej, da letošnjo 25. dirko četrtina stoletja, z mojih ust bo se večkrat slišali to, da imamo letos, praznujemo 25 let, malo je športnih prireditev v Sloveniji, ki so že dosegli to številko, ob dejstvu, da ima Slovenija 27 let. Tako da hvala tudi vam, ki poročate o kolesarski dirki, pa nasploh o kolesarstvu kot športu. Lahko sem nekaj dodam. Celo zimo, ko pokličeš Bogdana na telefon in pravi, sem na trasi, tako da toliko časa to traja. Da pokličeš v ponedeljek, petek, soboto, nedeljo, jaz si Bogdan na trasi. Veliko delo opravljeno, zelo skrbno. Toliko, naprej prosim. En dan podaljšanja dirke pomeni verjetno tudi večji finančni zalogaj. Kako imate to zadevo pokrito finančno? Trudimo se, da zadeve obvladujemo in zaenkrat jih obvladujemo. Ne gre za dosti povečanja, bo rekel, kar se organizacijskega dela tiče, ni veliko povečanje, je pa povečanje en dan na stroških televizijskega prenosa, ampak zaradi tega je tudi Slovenija najmanj 2 ure pa pol več na mednarodnih kanalih. Je pa tukaj pri televizijskem prenosu meni treba še enkrat RTV Slovenija, ki so letos stopili kot partner projektu in nam je tudi plačati. Lahko mogoče malo bolj konkretno s ciframi, kaj to pomeni, koliko je proračun dirke? Proračun dirke je okrog milijon evrov. Organizacija je en del, televizijski prenos skupaj z Eurosportom je 590 000 evrov, ostali del pa pade na organizacijo. Naprej, prosim. Ja, veseli, da se vrača Prekmurje, veseli, da je 5-dnevna etapa oziroma dirka 5-etapna. Mogoče stališča našega turizma pogreša marsikdo 2 pokrajini, ki sta v turizem zelo vpeti, obalo s Primorsko, dolino Trente in Zgornjo Gorenjsko. Vprašanje za Bogdana in za gospod Patko.
Jaz mislim, da smo, ne najprej bom povedal, da ga Slovenija pravi, da je majhna dežela, ampak verjemite mi, ker moraš pripeljati s kolesom pa z avtom, kar naenkrat postane velika. Mislim, da smo vključili vse glavne pokrajine regije v dirko, razen Primorske, tudi sobotna etapa je, mi smo rekli temu alpska, in mislim, da je tista ta prava. Vse občine pa mislim, da imajo v prihodnosti ali pa pokrajine, to, kar si imeno dare, priložnost sodelovati v projektu. Letošnja trasa je taka in je naša in je slovenska. Morda bi samo še dodala vezano na te prenose preko Eurošporta. Ekipa, ki skrbi za produkcijo, pride toliko prej in je Slovenija posneta iz zraka tudi še kako drugače. Skratka, zajete so pokrajine tudi, ki niso neposredno vključene v dirke. Prosim, gospod Pakova, mikrofon pa Ja, jaz sigurno želim tudi eno traso v tem delu, drži, ampak ne glede na to bo pa ta del vključen skozi naše oglaševanje na Eurosportu, skozi naše komuniciranje, tako da bomo skušali že letos seveda vse skupaj zelo zajeti. Tudi skozi ta projekt kolesarskih ambasadorjev, ki bo v celi Sloveniji kolesarili, se bodo priključili tudi dirki na Vršič. Tako kot lani so bili zelo zanimive objave, tako da želim pa drugo leto seveda traso tudi tam. Moramo podaljšati dirko, potem še za kakšen dan, tam se je. Ok, hvala. Naprej, prosim. Predlog ni slab, ne, ker prva dirka je bila 7 dni, ne. Tako mi bomo te glasovali. Dobro. Naprej, prosim. Jaz imam še eno vprašanje, glede na to, da prihaja Bora. Koliko dni pred dirko bo jasna sedmerica in če je možno, da bi bil v tej sedmerici tudi svetovni prvak? Mene poznal, da sem po naravi optimist, ampak to bo mesec v maju znano. Ta opcija obstaja, jaz mislim, da že zdaj imamo toliko zvezdnikov tukaj, predvsem našega šampiona, da se sploh ne bi s tem ukvarjal, ker rekordno število ekip, ki imamo letos na dirki, z res nekaterimi fanti, ki krojijo svetovni kolesarski vrh, je sigurno tisto, kar smo si želeli, ker zaradi tega bo kolesarska dirka po Slovenija in vsi imela promocijo v tujini. Mogoče pa tudi moramo pustiti za prihodnje leto. Ok, hvala. Še kaj? Sagana verjetno ne bo, ker bi bil s tem Rogliča, ne, pa ni rad. Ja, to. Te se strinjam. Ok, vsi se strinjamo. Dobro, imamo še kakšno vprašanje? Če ne, samo še nekaj tehničnih podatkov. Predvsem na začetku letos moramo spoštovati tudi novo uredbe, novo zakonodajo. Skratka, z vaše strani pri podpisni listi ste dobili eno izjavo, da ste seznanjeni s svojimi novimi pravicami in da dovoljujete, da vam pošiljamo preko e-maila tudi obvestila, povabila in vse ostalo. Ne to imati kot formalnost, ker organizator in pravne osebe bomo deležni zelo visokih kazni, če naš arhiv ne bo tako poštiman, kot mora biti. Zato vas prosim, da že zdaj podpišete, tista izjava je tam gor, lahko jo podrobneje preberete, bo tudi na spletni strani in akreditacije bodo letos online. Začeli bomo, mislim, da v kratkem s pridobivanjem teh akreditacij, tako da bo dovolj časa za vse, tudi še za kakšno vprašanje. Naslednjič se dobimo 17. maja, smo rekli, na sedežu Telekoma, tako kot je tudi običajno. Kot rečeno, Telekom je res naš spoštovani partner že 25 let, poleg vseh ostalih, seveda Fiata, Avtotrigava, Siola in vrste drugih, da jih ne naštevam. Tudi, mislim, pokrovitelj, partnerji so pa tisti, ki so se nam pridružili
že lansko leto in vztrajajo z nami. Skratka, to je naslednja tiskovna in potem se dobimo še na predvečer štarta dirke 12. junija, mislim, da smo včeraj rekli v Moravskih Toplicah.